Pozdravljeni vsi predstavniki medijev. Zelo smo veseli, da ste se nam tukaj pridružili, ker danes vam predstavljamo listo, ki se imenuje Alternativa za Slovenijo in najavlja svoj nastop na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Mi tukaj prisotni dokazujemo, da je možno povezovanje kljub manjšim razlikam, kajti te razlike nas nikakor ne ločujejo, ampak nas samo še bolj bogatijo. Tu smo za vse tiste, ki čutijo, da obstoječi politiki, levo, desni, sredinski, ni pravzaprav nobene alternative. Da prav vse te politike služijo istemu gospodarju. Mi pa bomo tukaj postavili Slovenijo na prvo mesto. Mi ne bomo delali za interese ne ZDA, ne NATO, ne Izraela, ampak bomo postavili na prvo mesto interese naših državljank in državljanov, delavca, kmeta, umetnika, mladostnika, študenta, upokojenca. Skratka, vsa sredstva, ki se nespametno zapravljajo za tuje vojne, bomo usmerili v blaginjo naših ljudi in tako spodbujali vsestransko samooskrbo. V Alternativi za Slovenijo se dosledno zavzemamo za mir in za politiko neuvrščenosti. Odpravo vseh sankcij in gospodarskih blokad, ki najbolj škodijo ljudem tistih držav in posledično močno tudi nam samim, Evropejcem. Skratka, zato je pomembna točka našega programa tudi gospodarsko približevanje državam BRICS-a. Sloga in blaginja, to je naše vodilo. Tukaj združujemo stranke, gibanja in posameznike, ki si delimo skupne vrednote. Zajemamo stranko za zdravo družbo, brez obveznega cepljenja, stranko Nič od tega, z nami je tudi Kajtimir Kunc, član civilne iniciative za upokojence, Tomaž Uštar, gibanje Naprej, ki se zavzema za obdavčitev cerkve, ter društvo TRS, ki pa združuje bivše člane stranke TRS, ki je po združitvi z IDS v stranko Levica izginila. Vesela sem, da so še vedno ostali na pravi liniji in danes tukaj stojimo skupaj. Preden pa dam besedo predstavnikom vseh teh organizacij, pa naj izkoristim še priložnost, da povabim vse posameznike in organizacije, ki vidijo v nas alternativo, ki lahko zaupajo in delijo podobne vrednote z nami, da se nam pridružijo. Kakršnakoli asociacija z AfD je zgolj zlonamerna. Kajti, zakaj bi pa samo desnica imela svojo alternativo, če jo ima lahko tudi levi pol? Hvala, predajam besedo udeležencem.